Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. V Evropski uniji z eno izmed oblik invalidnosti živi okrog 80 milijonov ljudi ali skoraj 15% prebivalstva. Zaradi tega imajo pogosto višje stroške, bolj so izpostavljeni revščini, pogosteje pa tudi težje dostopajo do storitev in stvari, ki jih večina ljudi jemlje za samoumevne. Kako na življenje invalidov vpliva Evropska unija, smo se pogovarjali z Mitchetom Huskićem. Kaj naj Evropska unija spremeni do invalidnih oseb? To je dokaj težko reči. Jaz mislim, da treba delati na tem osveščanju, enakopravnosti, na lažji dostopnosti do študija, do zaposlovanja. Tako da na tak način mislim, da bomo tudi te bariere porušili, te stereotipe, in da bojo tudi invalidne osebe lažje se vključevale v družbo. Evropska unija zagotavlja finančna sredstva s pomočjo različnih projektov, različnih spodbud, različnih izobraževalnih spodbud, ki dejansko našim študentom omogočajo, da so veliko bolj mobilni, da dobijo tudi določena finančna sredstva skozi projekte in seveda s tem se jim tudi olajša njihov študij in lažje pridejo do določenih pripomočkov, ki jih sicer ne bi imeli. Zdi se nam, da sredstva velikokrat ne grejo na pravi naslov. Velikokrat je prevelika ta administracija, ki jo naše vladne službe opravljajo, in včasih je skoraj nelogično, namesto da bi nam pomagali priti do teh sredstev, in velikokrat so te postopki tako na nek način oteženi, da jih je skoraj nemogoče sredstva dobiti. Pojav socialnih podjetij je dobrodošel, je dobra v bistvu iztočnica za določene zaposlitve, nažalost jih je pa pri nas zelo malo. Slovenija na nek način spodbuja k zaposlovanju skozi različne sisteme. Delodajalcem omogoča določene bonitete, če zaposlijo invalidne osebe. Nažalost je pa še vedno nekako se jih premalo odloča za to. Še vedno veliko invalidnih oseb tudi po končanem študiju predolgo išče delo ali pa velikokrat se zaposlijo v kakšnih invalidskih organizacijah ali pa socialnih podjetjih. Prvih 10 let Slovenije v Evropski uniji bi opisal tako najkrajše, da pristopili smo z enim velikim vzhičenjem, veliko je bilo nekega entuziazma, tudi dobro nam je šlo. Prva leta tudi premiki so bili vidni na vseh področjih, ni bilo več meja, dejansko smo tudi kmalu prevzeli evro, ampak zdi se mi, da s to krizo, ki je zadnje čase prisotna, da se tudi ta velika vnema do Evropske unije počasi nekako izgublja in da jaz upam, da bomo spet jo nekje poiskali in da bomo lahko nadaljevali naprej, kot smo začeli. Evropa, moja dežela.